Zdaj je že jasno, da živimo čase, v katerih smo priča največji avtomobilski revoluciji in napredku. Najprej smo doživeli zmanjševanje prostornin motorjev. Potem se je vse sukalo okoli samovozečih avtomobilov, zdaj pa ob vodiku, ki postaja vse pomembnejši, ofenzivo doživljamo z električnimi avtomobili, ki bodo, kot se kaže, nekaj prihodnjih let rdeča nit avtomobilizma. Ko so Čehi predstavili študijo Vision ID, je malo kdo verjel, da bi lahko v podobni obliki nastal serijski avtomobil. A Enyaq se od študije oblikovno ne odmika kaj dosti in zdaj lahko brez težav trdimo, da je Enyaq najlepša kadarkoli narejena Škoda. Čeprav je z zunanjimi merami Enyaq skromnejši kot Octavia, ponuja v notranjosti vsaj toliko prostora kot Škodin največji križanec Kodiaq. Zasluge gredo platformi MEB, na kateri stoji tudi Volkswagenov ID.4. Največji razkorak med koncernskima dvojčkoma pa prinaša notranjost. Tu so Čehi brez dvoma premagali nemške oblikovalce. Všečna in prijetna notranjost je nadgrajena s Škodinimi simpli clever rešitvami, ki denimo ob že znanem dežniku v vratih ali strgalu za led prinaša še priročno odlagališče za 2 telefona, od katerih ponuja en tudi indukcijsko polnjenje, in pa sredinsko konzolo v 2 ravneh. V Enyaqu si lahko praktično zamislite vse, kar je v svetu avtomobilizma na voljo. Seveda pa bo to krepko vplivalo na končno ceno avtomobila, ki je lahko tudi 50 ali 60 tisoč evrov. Pri motorju in voznih lastnostih Čehi niso komplicirali. Vse ostaja tako, kot so si zamislili pri Volkswagenu. Torej, z največjo baterijo bruto kapacitete 82 kW in neto 77 kW je moč motorja 150 kW. Vozniku je na voljo še 320 Nm navora. Dovolj, da nekaj več kot 2 toni težak Enyaq z mesta do 100 km/h pospeši v 8,7 sekundah, najvišja hitrost pa je elektronsko omejenih 160 km/h. Z Enyaqom ni nič drugače kot z ostalimi električnimi avtomobili današnjega časa. Zahtevajo drugačen stil vožnje, predvsem pa drugačnega lastnika. Če se ta v Enyaqu najde, sta lahko super par. Jasno, električni avto na avtocesti porabi več, kot bi si želeli, a po drugi strani je radodaren z rekuperacijo. Če bodo vožnje pretežno mestne, pa je bojazen o dosegu še manjša. Za uspešno sožitje z električnim avtomobilom pa je potrebna tudi ustrezna infrastruktura. Če živite v bloku, boste odvisni zgolj od javnih polnilnic. Če pa stanujete v hiši in si lahko privoščite domačo polnilnico ter polnite z močjo 11 kW, bo povsem prazna baterija brez težav polna čez noč. Na hitri polnilnici, kjer so mogoče hitrosti do 125 kW, pa v manj kot uri. In zaključna misel. Že dolgo se ljudje niso obračali za kakšnim avtomobilom toliko, kot za tole Škodo. O njej pa pravzaprav največ pove to, da ljudje niso spraševali, kakšna Škoda je to, ampak da so se čudili, da je ta avto Škoda.